Najina dolga pot do Nove Zelandije se nadaljuje in ta malo daljši postanek v Aziji bo bogatejši še za eno državo, Malezijo. Namreč 3 dni se nahajava v njenem glavnem mestu Kuala Lumpur. In kje bolje začeti ogled mesta kot pri najbolj slavni stvari v mestu, pri najvišjih dvojčkih na svetu. Izgradnja dvojčkov je koštala kar 1,6 milijarde dolarjev. Se da pa tudi na njiju iti gor, tako da uganite, kam zdaj greva. Preden pa se povzpnemo na dvojčke, je morda smiselno, da najprej pogledamo najin prihod v samo mesto. Tale Kuala Lumpur mi je zaenkrat ful všeč, pa niso zapustila niti letališča. Se pravi, zelo imajo radi Grab, pač to je ta azijska varianta Ubra, in pa ful je pocen. Za 60 km nama piše, da bova odštela 65 teh njihovih mirov malezijskih Ringloja, v redu je, ja. V glavnem pa ful imajo fajn pretvornik, se pravi 5, tako da je ful lahko deliti. Ja, tako da komaj čakam tole Malezijo, sliši se zabavno. Na samem letališču imajo za Grab rezervirano prav posebno mesto za pobiranje potnikov. Vrata 5 so izhod, ki ga iščete, in ne se čuditi ogromni množici ljudi, ki vsi čakajo na svoj kvazi Uber prevoz. Od letališča pa do mesta boste porabili malo več kot 1 uro. Poleg tega morate vedeti še eno stvar. Kuala Lumpur je izjemno znan po tem, da za zelo ugoden denar dobite neverjetno lepa stanovanja za nočitve. Velika večina le-teh se nahaja v 100 stolpnicah mesta Kuala Lumpur. Sicer stvar lahko izpade malenko shady, se te takole v atriju stolpnice pričakajo neki mladi fantje tam na kavčih oziroma kvazi pultih, ki si lastijo več stanovanj v dotični stolpnici, ampak lej, to deluje. Dobiš ključe in to je to. Punč, to je vse tako neki fancy. Jaz to sploh ne razumem. Pa ta dvigala od teh stolpenc, jaz sem v lastni stolpenci izgubila. Spomeni, kot ta dvigal deluje. Ok, glejte zdaj ta luksus, se pravi, spodaj imamo valeja, da ti pač lahko prevzame avto, pa ti ga odpele, ker imamo tako preokrožen križišče narejen. Tole je pak, takole imamo ogromno kuhno, tukaj imamo ponča, ki bo zjutraj zajtrk delal. In pa imamo dnevno, in tukaj je letela kuhanca, evo. Dnevno soba z razgledom na mesto v 33. nadstropju sva. Tako da smo kar visok. In potem je tukaj spalnica, spet z razgledom na mesto. Walk-in closet, tako največji walk-in closet. Kopalnica. In pa še pisarno. Imamo lahko YouTube studio, kleno, tako največja miza je. In pol pridemo okoli in okoli, imamo krožno križišče narejen še v stanovanju. No, pa se vrnimo nazaj k našim dvojčkom. No, imamo nesrečo in sicer vse karte za Petronas Twin Towers so že razprodane. In v bistvu vse skupaj gre tako, da je vodena tura, traja nekje 45 minut, kart je pa nekje 1000 na dan, pač v celem dnevu. Tako da, zdaj sva dobila karte za jutr, pa še to so dopoldne že razprodane, tako da greva jutr, zvečer, popoldne na turo. Verjetno se vam najbolj splača, da karte kupite kar online, pač prek spleta in potem pač direkt z voucherjem pridete sem. Če boste pa karte kupovali 24 ur preden pridete, jih morate pa obvezno kupiti tukaj na counterju, pač ne morate jih kupiti prek spleta. Ja, nekjer druge. Tako da mi dva bova na tem mestu se kar prestavila v jutrišnji dan, da nam z vlogom preveč skakali levo desno, tako da uživajte v Petronas stolpu. Dobrodošli na ogledu Petronas Towers. Tako kot že samo ime pove, sama stavba pripada Petronas podjetju.
Gre v bistvu za malezijsko domačo podjetje, ki se ukvarja z energetiko, se pravi zemeljski plin, olje in te stvari. Verjetno pa je vam bolj poznana iz Formule 1, ker imajo tudi svojo lastno ekipo. Sama dvojčka ima kar nekaj impresivnih stvari, featuresov in tako dalje. Začenjamo pa z dvigali. Vsaka stavba ima v bistvu 38 dvigal in le-ta so zelo hitra. Ja, grejo lahko kar do 6 metrov na sekundo hiter, so pa razdeljene v več sklopov. Mislim, da ima 4 direktorska dvigala, s katerimi se sam direktorčki vozijo, potem imaš te maintenance service, se pravi sam za popravila, heavy lifting, se pravi, da kakšne težke stvari in pa seveda pač tudi za passengerje oziroma nas obiskovalce. Dvojčka ima kar 88 nadstropij in 5 jih je pod zemljo. Trenutno pa se nahajamo na 41. nadstropju, saj imamo namreč na 41. pa 42. nadstropju Skybridge, se pravi ta most, ki v bistvu povezuje sama dvojčka. In če se ne motim, je to v bistvu najvišji Skybridge na celem svetu. Prišli smo do 86. nadstropja. Zgornja dva namreč nista dostopna, ker sta v bistvu namenjena vzdrževanju. Je pa Kuala Lumpur eno tako prestolnica najvišjih zgradb na svetu. Se pravi, poleg Petronas Towersa so v letu 2023 zgradili tudi Merdeko 118. To je tista špička tamle čisto v zadju, ki jo vidite, ki je druga najvišja stavba na svetu, takoj za Burj Khalifo. Da pa to še ni dost, imajo v prihodnosti so že plani, da zgradijo še 2 stavbi, ki bosta pa prav tako med 10 največjimi na svetu. Pri vsem tem pa se poraja eno vprašanje, oziroma saj meni se, ki se rad sprašujem vprašanje, ki se jih noben ne vpraša, in sicer, kako lahko postavijo sploh toliko visoke stavbe. Ker jaz še nisem videl žerjava, ki bi bil toliko dolg, da bi ga gor postavili, da bi to naredili. No, evo, zdaj vam bom dal majčken informacijo o arhitekturi in gradbeništvu, da boste tudi vi to vedeli. Jaz sem to malo pogooglal in sicer, ne vem, če ste vedeli, ampak žerjavi lahko sami sebe dvigujejo oziroma gradijo. In sicer na način, da se te segmente noter v bistvu sami sebi nalagajo in se v bistvu dvigujejo skupaj s stavbo. Arhitekturni slog Petronas Towersov gre za postmoderni islamski stil. Sama stolpa pa imata tudi kar nekaj zanimivih dogodkov v zgodovini. In sicer prvi tak je, sigurno veste, kdo je Felix Baumgartner, to je tisti tip, ki je iz vesolja skočil s padalom, z balonom dol na zemljo. No, v glavnem, on je tudi base jumpnil iz Petronas Towersov. Drug, nekoliko bolj bizaren primer, pa je francoskega urbanega plezalca, imenovanega tudi francoski Spiderman. Alain Robert je namreč preplezal desen stol Petronas Towersov in to v svojem 3. poskusu. Zakaj v 3.? Zaradi tega, ker so ga v prvih 2 poskusih aretirali. Če boste pa rabili sred Kuala Lumpurja malo osvežitve, greste pa lahko za Petronasa, kjer najdete tale bazen za mano. Sicer je vse skupaj namenjen bolj za otroke, ampak kljub temu lahko vidimo, da so tudi mamice noter. Ena obveznih stvari, ki jih morate narediti v Kuala Lumpurju, ker je pač le to zelo cenovno dostopno, so pa tele infinity pooli s pogledom na pač celotno mesto. Midva sva sklenila, da v bistvu najameva kar tak apartma, ki ima v 51. nadstropju, torej na strehi infinity pool. Če pa pač ne boste v takem prenočišču, lahko pa še zmeri greste pač, ker so javno dostopna, pač greste v en tak bazen za cel dan ali pa za pol dneva in uživate. Pač plačate vstopnino, ampak lahko kljub temu uživate. Seveda si morate to stvarjati pogledati tudi po noč. Imajo pa tukaj v Kuala Lumpurju svojo verzijo Shibuya Crossinga. Se veste, to je tisti ful kaotičen prehod za pešce v Tokiju na Japonskem. No, tukaj v Kuala Lumpurju v Maleziji podobno stvar najdete v Bukit Bintangu, kjer ga si bova zdaj tudi pogledala. Sam pogledajte, koliko je v resnici to kaotično. Pač malo grejo avti, mislim, cel križišče nor. Tudi pešci, malo grejo levo, desno, kaj pa sem diagonalno, sploh ne veš, koga srečaš. Če se boste odpravili v KL, vas bo pa definitivno zanimalo tudi, kje spati. Najboljše možnosti sta 2, in sicer v City Centru ali pa v Bukit Bintangu.
Pač City Center je bolj tako poslovna prestolnica, ful imate teh visokih stolpnic in tukaj tudi midva spiva. Medtem ko Bintang je pa veliko bolj tako živahen, poln restavracij, trgovinc in pa življenja. Sta pa obe okrožji zelo blizu skupaj, en zraven drugega, tako da lahko greste komot peš iz enega v drugega. Ni pa v Bintangu samo veliko restauracij, ampak je tudi zelo znana odprta tržnica Jalan Alor. Tukaj boste najdeli precej veliko street fooda, pač street market je z pač 1001 opcijo, tako da tu bo zelo malo probala kakšno večerico najdete, ne? Pa da vidimo, če tudi Malezijci znajo dobro ulično hrano pripraviti. A nas je malo držak ulovil? Čez je noro. To so pa dali dozo. Ja, hočem pogledati, koliko je velik pir, pa ne najdem. Dobro, da sva samo enega naročila. Je pa tukaj v Maleziji pivo, oziroma na splošno alkohol ful drag. Pač v gostilni je pivo, ne vem, 5 evrov, medtem ko v trgovini je pa 2 evra pa pol ta najcenejši. Naju je pa tropska nevihta malo pregnala zelo jesti, tako da bova probala tradicionalno malezijsko hrano tokrat, pa da vidimo. Cindy, predstavi nam jed. Evo, tole je nasi lemak, njihova tradicionalna jed. Tukaj sicer je vse skupaj malo zelen, ne vem, če bi mogel biti zelen. Po mojem to malo zaradi šova, da kao bolj odbito zgleda, čeprav zgleda zelo strupen. Je pa drugač nasi lemak v kokosu kuhan riž, pa piščanc, pa malo zelenjavce. Bomo probali. Jaz sem si pa naročil sataji, to so pa te tipične, v bistvu kar nek barbecue, na palčkah mešam meso, pečen. To je to. Dober tek. Dober Pa tek. še nekaj že dolgo nisem naredila. Činkolo, binkolo. Činkolo, binkolo. Samo vam pa midva še eno stvar dolžna iz Indonezije in iz Tanske. In sicer durian, ne? Jo, kva sta smrad privlekel. Ne vem, prav rokavico sem mi dal, da ne vem, ko to ješ očitno, da ti poje roke ne smrdijo ali kaj, jaz vem kaj. Pa dajmo probati. Kaj punč, izgledaš navdušen. A už kaj iz ustu? No, kaj takega še nisem v življenju probal, to lahko rečem. Res je tako zelo kremno, po eni strani sladko, kar je prijetno, ampak pa imam pa nek zadnji dobesedno okus po bruhanju, oziroma kar čutim, ko mi gre na bruhanje. Pač ful imam mešane občutke, no, ne vem. Po eni strani je dobro, po drugi strani pa ful ni. Ne vem. A veš, kaj pravijo, ba je, če ga 10krat ješ, da ti preraste k srcu, pa da ti dober rata. Misliš? Ba je. No, saj zato sem si pustil še malo mesa, da si popravim okus. Ojoj. Pa, probam še enkrat, ali pa. No, dej. Pa ima pa kar eno peško noter. To verjetno ni za pojesti, ne? Verjetno ne. Je že boljša, ne? Se že menj pačiš. Ne, sej ni toliko slab, sam Sam je.
Po mojem, če bi ga hitreje jedel, da ga pa prav ful dolg cajta, pa v ful velikih kosih žvečaš, to pa ne bi šlo skozi. Tako da, v redu je. Probali. No, da pa ne bom edina žrtev. Meni drugače smrdi ne, sem bi zdaj rekla, da ji ful smrdi. Zakaj ponče je to toliko zdriza, slejte to? Ne vem. Uj. No, daj, usta. Ne upam. Usta. To smrdi ful. Ma ne smrdi to. Če bruham. No, iz ust kaj. Ma nima lih po bruhanju okusa. Ne, meni je sam čist zadnji, tam prav že v grlu nog se mi je nabiral, tako, ne vem, čuden. Ne, mislim, ima boljši okus, ima von. To je pa res, ja. Če bi mi nos zamašil, bi se ga dal jesti. Smrdi pa ful. A misliš, da bi bilo kaj boljš, če bi bil ohlajen? Mogoče, ja, ker ta je ful topu. Ja, ta je ful topo, ker je tlele direkt z marketa, tako da, sorry za kamero. Ne vem, naslednji. Pri vsej tej čudni, novi in pa neznani hrani je pa fajn vzeti eno aktivno oglje z integriranim vitaminom C. Midva že vrsto let uporabljava kar tega od Vitaleida in morava reči, da je super. Pa ga pa s pirom poplaknem. Aktivno oglje nase veže vse toksine in tudi če sva zdajle pojedla kaj čudenega, kaj pač kar ni bilo lih najbolj, sva lahko brez skrbi, ker bova jutri čisto v redu. Po potrebi lahko vzamete eno ali pa 2 kapsuli. Vam bova pa spodaj v opisu videa pustila še direktno povezavo in pa kodo za popust PS20, ki vam priskrbi kar 20% popusta. Druga najbolj znana stvar, ki jo lahko obiščete v Kuala Lumpurju, pa so Batu Caves oziroma Batu jame. Midva sva pravkar prišla sem in se bova pa uspela gor, ampak tukaj je cel živalski vrt, pač od golobov, kokoši, kur do opic. Čist je noro. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Da priješ do same jame, se moraš povzpeti po teh stopnicah, ki predstavljajo kot en proces oziroma romanje do samega svetišča, saj tako pravijo pač hindujci temu. Tako da ne vem, a si pripravljena, da se povzpneva po 272 stopnicah. Ko pa je to za naju? Mala šala. Mala šala. Sam zdaj, ko gledam z te perspektive, pa niso glih toliko nedolžne, no. Ful so strme, ja. No, kar zalaufaj gor. No, zakaj še ne laufaš? Laufaj, laufaj, laufaj. Še, laufaj. Spiritualno pa procesija si rekel. A, pa moram imeti počas. A, okej. Ja, teh Makao opic je tukaj res ogromno, tako da pazite, da vam kaj ne vzamejo, ker so kar sniki, ker pridejo za tabo, sploh veš ne, da je hitre temna. so ful. Ful. Batu jame so kar 4. Midva sva zdaj prišla do prve oziroma do največje, ki jo imenujejo tudi katedralna jama, pač The Cathedral. Ne bi bila pač res najbolj veličastna in vse skupaj je tako oblikovan, da je ena katedrala. To si greva zdaj pogledati. In ta je v bistvu tudi brezplačna, potem pa so še druge 3. Po tistih 2 hajkih je tole mala malca, Ja, noben saj. problem.
Sama jama oziroma hindujski tempelj v njej je tudi eno veliko romarsko središče. Na največji hindujski praznik namreč sem roma kar do 1 milijon vernikov. Gre za drugi največje romarsko središče izven Indije. Res me presune vsakič, ko vidim eno tako stvar, ki jo najprej gledaš na Instagramu in misliš, ma ne, to ni res, a ne. Da je pa prideš kaj, pa vidiš, da dejansko je. Res je v bistvu tako narejen krog in svetloba skozi posvet na celotno jamo. Tako kar impresivno. Kot lahko vidite za mano, vse je ful lepo okrašen pa barvast, kar res naredi nek prav poseben čar. Na vhodu v Batu Caves vas bo pričakal tudi impresiven kip Lord Murugana, ki je tudi največji kip tega božanstva na svetu. V klasičnem ponč-sonč stilu sta morala hitro oditi in ujeti letalo za najino težko pričakovano Novo Zelandijo. Zato nekega običajnega zaključka nista uspela posneti. Če si prišel oziroma prišla tako daleč v tem vlogu, bi ti rada povedala, da ceniva, da si vzel čas za ogled in nama namenil svojo pozornost v tem že tako natrpanem času. S koncem potovanja po Tajski in Maleziji midva začenjava z novim poglavjem v življenju, seliva se namreč za 1 leto na Novo Zelandijo in naslednji vlog bo že od tam. Če te zanima, kakšno je življenje tam spodaj, stisni tisti črn gumb in se naroči na najin kanal, da ne zamudiš zares zanimive vsebine, ki prihaja. Se gledamo, čau!